Ajda Novak, iskrene čestitke, kakšna vožnja vam je uspela, že dojemate? Ne, v bistvu še ne, zato ker ko sem prišla v cilj, najprej sploh nisem videla svojega časa, sem gledala levo, desno, kje je sploh zaslon in res se mi nekako nisem imela tistega občutka, da mi je odletel, tako kot mi je šlo na treningih, tako da sem bila zelo presenečena in potem še bolj, ko sem ostajala na vrhu. Tako da res sem zelo zadovoljna. Povejte mi te minute, ko ste sedeli na tem stolu, kako so se vlekle? Seveda, še na začetku sem bila res prepričana, da bom iz tega stola kmalu odšla, potem pa sem vsako tekmovalko še ostajala, sem bila res zelo vesela, v bistvu nisem mogla verjeti, da se je tako lepo išlo. To je vaš največji uspeh. Vi ste bili že na Evropskem prvenstvu v tistih izločilnih vožnjah dobitnica odličja, ampak na prvem svetovnem prvenstvu v vožnji na čas srebrna medalja, neverjetno. Ja, zelo se pravim, da moram ti še malo v bistvu tole zdaj dojeti. Sem zelo vesela. Kjer del proge se vam zdi, da vam je najbolj uspel? Mnogo tekmovalk je namreč imelo kar precej težav v teh protitočnih vratcih. Ja, vam je zletelo. To ne bi rekla meni, mogoče sem se jih res zelo bala prvih vrat, ker so bila taka, da mi parkrat na treningu tudi ni šlo. Ampak sem se samo osredotočila, da res dam namen noter, da se prilagodim, pač ker se tam zelo voda spreminja. In samo to sem imela v glavi, tako da sploh ne vem v bistvu, kaj sem naredila, ampak nekako sem bila hiter ven in nadaljevala z vožnjo. Tako da mogoče zgornji del, da se mi je zdel, da sem še najbolj tekoče. Kdaj je bilo najbolj nervozno, ko so bile na štartu še tiste najboljše tri? Ja, takrat, ker se je začelo dozdevati, da mogoče je pa celo dovolj za medaljo. Zdaj pa, kaj zdaj to pomeni za izločilne? Jasno, tisto je druga tekma, ampak vendarle, kot drugi greste zdaj v izločilne vožnje. Ja, to pomeni, da morda imam nekako lažjo skupino, morda, zato ker to pomeni odvisno, ali so kakšne dobre tekmovalke naredile veliko napako, zna biti, da pač tudi ne bo tako lahka skupina. Seveda se bo treba pripraviti čisto drugače, ker bom probala iz tega potegniti, danes je pa neka morda samozavest, samozaupanje, da zmorem. Druga stvar pa verjetno vam paše, da jutri nastopajo kanuistke, da boste po tem uspehu se malo spočili in pripravili na kajakaški slalom. Ja, zdaj bo treba preklopiti čisto na drug čoln, na drugo disciplino, tako da mi paše, da imam jutri dan fraj, tudi da vidim, kako se kanuisti pripravijo in oddelajo svoje. Ajda Novak, uživajte v tem izjemnem trenutku tu, daleč od Slovenije. Najlepša hvala.